Olimpijske igre še nikoli niso bile tako blizu Slovenije kot letos. Našo državo v sosednji Italiji zastopa 37 športnic in športnikov. Slovenska bakla je pred otvoritvijo v Milanu Cortina 2026 širila olimpijske vrednote sodelovanja, spoštovanja in zdravega življenjskega sloga ter navdušenja nad športom. Ambasadorka slovenske bakle je bila nekdanja vrhunska športnica in dobitnica olimpijske medalje Vesna Fabjan. Nekdanja športnica razumem in vem, kako ta širša podpora športniku pomeni in dejansko želimo s tem res vsem športnikom, ki tekmujejo, ponesti vso tisto dodatno podporo, navijaško strast, da res Slovenija stoji za njimi in konec koncev res smo Slovenci tako športni narod, šport nekako povezuje, da se odmaknemo od teh vsakdanjih težav, da saj za nekaj časa se pogovarjamo o mogoče bolj prijetnih zadevah. To vsak dan dokazujejo tudi najmlajši. Vsako leto se tudi pri njih odvijajo bolnišnične olimpijske igre, ki imajo že dolgo tradicijo. Učenci bolnišnične šole so za slovenske olimpijce letos pripravili lepe misli in dobre želje. Takoj po zaključku olimpijskih iger sledijo paraolimpijske igre. Gal Jakič je nekdanji paraolimpijec, ki je tekmoval v smučanju. Danes pa je vodja slovenske paraolimpijske reprezentance. Olimpijski duh mislim, da mi veliko pomeni na splošno in mislim, da veliko pomeni tudi otrokom, ki so danes tukaj. Pravzaprav smo zaradi tega prišli in je pomembno, da so vsi otroci tudi že v procesu rehabilitacije vključeni v šport, da se počutijo del te športne družine, ki ima en kup lepih vrednot. Slovenska bakla je bila izdelana v Sloveniji, s slovenskim znanjem in iz slovenskih materialov, kot simbol povezanosti športa, okolja in skupnosti. Na pobudo Olimpijskega komiteja Slovenije potuje po vsej Sloveniji ter povezuje kraje, generacije in športnike. Prvič je po Sloveniji potovala pred olimpijskimi igrami leta 2021. Slovenski športniki so doslej na zimskih olimpijskih igrah osvojili 28 medalj. Olimpijskih priložnosti športnik nima veliko, zato je toliko težje biti zares dobro pripravljen na točno določen dan. Olimpijske igre so poseben dogodek na vsaka 4 leta in dejansko je to za športnika pač tisti največji cilj, želja, že to, da se uvrstiš v olimpijsko ekipo, je pač tisti življenjski cilj, bom rekla, in potem, če dosežeš pa še tisto največje, kar je meni tudi uspelo, je pa seveda nepozaben spomin in vedno se rad spominjaš teh dogodkov in praktično je res tisto, kar ceniš potem, sploh, ko se oddaljuješ od tega dogodka, potem še toliko bolj ceniš, kaj ti je uspelo v karieri. Olimpijske igre za športnike niso le tekmovanje, temveč vrhunec dolgoletnega odrekanja, trdega dela in vztrajnosti. Spomini na olimpijski nastop z leti ne zbledijo, temveč dobivajo vedno večjo težo. Prav te zgodbe imajo moč, da navdihujejo nove generacije, ki svojo pot šele začenjajo. Slovenska bakla tako postaja simbol povezave med dosežki preteklosti in sanjami prihodnosti. Pogosto ključno vlogo pri nastopu na velikih tekmovanjih igra tudi psihološka priprava športnika. Bistveno bolj je seveda potem smiselno, da se v enem daljšem časovnem obdobju psihično pripravlja, se navadi na stresne situacije, trenira stresne situacije, poskuša najti ustrezne strategije soočanja s stresom, govorimo o kontekstu relaksacijskih tehnik, nekih prednastopnih rutin. To seveda pomeni, za sabo potegne veliko časa
ki ga je treba v bistvu investirati v pripravo ne v zadnjem mesecu pred olimpijskimi igrami ali po zadnjih dnevih, ampak seveda že v zadnjem celem ciklusu. Običajno se na taka velika tekmovanja pripravljamo najmanj 2 leti, lahko pa idealno pa seveda takoj po novem ciklusu, se pravi 4 leta. 6. marca pa se bodo začele tudi paraolimpijske igre. Pri paraolimpijcih je ta pot pogosto še zahtevnejša, saj se poleg športnih pritiskov in pričakovanj soočajo tudi z osebnimi izzivi. Razlika v pripravah je manjša, kot si mislimo. Parašportu bi bilo zato treba dati več veljave. Mislim, da je priprava zelo podobna. Seveda, včasih je za invalide nastop na velikem tekmovanju še težji, ker je še polno nekih mehanskih ovir, recimo, ki jih je treba preseči, ampak z vidika stresa in priprave na tekmovanje gre pa pravzaprav za čisto isto stvar. In jaz tukaj sploh ne bi delal razlike. Za moje pojme so paraolimpijci popolnoma na istem nivoju kot olimpijci. Tisti, ki znajo stres dobro prenašati, ki se znajo dobro pripravljati, bojo dobili medalje, ostali pa seveda do tega ne bojo prišli. Jaz tukaj ne delam nobene velike razlike. Mislim, da bi bilo zelo dobro razmišljati o tem, da bi paraolimpijske igre bile ponavadi pred olimpijskimi igrami. Namreč, olimpijske igre vrhunskih športnikov so sigurno bolj gledane. In je seveda popolnoma zgrešeno, da so najprej olimpijske igre, potem, ko smo se vsega tega že nagledali, imamo pa paraolimpijske igre. Bistveno bolj tudi z vidika športa invalidov bi bila, da bi bile paraolimpijske igre prej, tudi manj je teh, mogoče bi bilo tudi en dober test pripravljenosti za potem še bistveno večje težave, ki so povezane z zagotavljanjem varnosti in tako naprej. Hkrati bi bil pa to, vsi, ki bi čakali, bi z veseljem pogledali prej, ne vem, nek paraolimpijsko smučanje in tako naprej in bi bila zagotovo bistveno večja teža tudi na paraolimpizmu na ta način. Potovanje slovenske bakle poleg vrednot športa ponuja tudi razmislek, kakšen šport si želimo in kako pomembno je slediti svojim sanjam, četudi se te zdijo nedosegljive. Slogan "Ko sodelujemo, zmagujemo", katerega se držijo otroci, lahko velja tudi za vse nas.